Evo, dobro jutro. Ura je malo čez 7. Jaz sem ostal. Ste hoteli, da jaz prevzemem pa da posnamem moj dan. Špetam zato, da ne zbudim Gaje, Alune, ker bolj potiren daj. Jaz se zdaj umijem, si mijem zobe, pa se preštimam, spijem kavo, pa grem, pa bolj se vam javim. Tako da se vidimo. Evo, ura je par minut do 8, končno lahko govorim. Jaz se odpravljam z Gorice v Brda. Danes bom predstavil moj dan. Zdaj grem najprej domov, danes bomo mojega bikca nakladali na prikolicu. Pa senu moramo na pašniku dati, da pokrmimo kravice. Pa pogled bomo šli kozice, pa predstavil bom kaj vse delam, kako izgleda moj običajen dan, pa še kaj posebej. Ja, ko vidite, sem v BMW-ju od Kaje. Zakaj sem v BMW-ju od Kaje, vam lahko tudi povem, zato ker se moram peljati na servis. Zdaj bomo poštimali še zadnje stvari. Jaz se vam pa oglasim, ko bom doma, ko bom začel s prvo nalogo danes. Upam, da se me kaj sliši. Evo, jaz sem s traktorjem, sem že na pašniku, sem že taka mehla. Poskus številka 2, da se me bo zdaj kaj slišalo. Tako pravim, zdaj sem ravno kar električna pastirja izključil, ker moram na pašnik. Tam gor v mehli se ne vidi moja čredica. Tule gor je seno, traktor. Moramo dati jim seno. Vodu sicer za dan še imajo, ko jih pokrmim, se pa javim, da vam jih pokažem. Evo, zdaj vam pokažem še kravice. Pokrmili smo, zdaj vam lahko pokažem, da pač dan kmeta je vsak dan enak, tudi če je dež, tudi če je. Tudi treba narediti, se pravi, zdaj kravice pokrmljene so, zdaj gremo peljati osle, da se vam javimo od osla. No, tako, zdaj je druga točka na dnevnem redu, to so oslički. Tako, moja happy family, baby, valiza. Tako da tu je druga stvar, se pravi, ko so... Jaz srčno upam, da me kaj slišite, ker naš džip malo ful ropota. Evo, tele zadnji je moj kolega pastir, Medo. Vodo in seno, se pravi, tu je, moramo vsaki dan kmetje pregledati, da imajo hrano pa to. Pastiru, če pastir trese. Grem še pastirja pri oslih preveriti in vam bom pokazal, kako se električnega pastirja preveri, če trese. No, evo, v oslih smo bili. Zdaj bomo pa še preverili, da vam pokažemo vsakodnevno rutino. Tole je tester, s katerim preverimo pristav tripa. Čakajte, da jaz to zdaj obrnem. Vidite. Ker ne vem, če ste me slišali, povem tu še enkrat. Ravno kar smo opravili test, na katerem preveriš, če žica pod dovolj veliko napetostjo, da ne pade tok. Zdaj, pri nas, ki je burja, pa tako se zgodi včasih, ne Medo, da pade kakšna deska, kakšna veja na žico in pol žica ne trese. Se pravi, zdaj smo opravili, bili smo pri kravah, bili smo pri oslah. Danes vam sicer ne bom pokazal, ponovadi gremo še k kozicam, ampak pri kozicah je bil naš tata, tam je vse v redu, so pokrmljene, zdaj grem pa domov. Kmalu bo prišel mehanik, bo pripeljal nazaj Kajen BMW. Pol pa se začnejo priprave, ko moramo pripraviti prikolico, pa vse pripraviti, da bomo enega telička naložili, našega buškota. Zdaj kam gre, smo detajle. V glavnem tako, da se vam javim, ko bom pripravljal prikolico pa vse. Spet se javljava, jaz pa Medo. Medo? Ja, je za mrežo po novem, da slučajno ne bi prišel sem po nepripravem. Evo, zdaj čakava, bojo prišli po naju, da zapreževa prikolico in poljeva domov in bomo štimali za priprave. BMW od Kaje bo pripravljen čez ene pol ure. Ni bilo nič kaj tasa, tako da Kaja lahko šla spet pohajati. Mi se pa slišimo, ko pridem domov s prikolico. Hola, evo, da vam predstavim. Avto od Kaje poštiman. Zamenjali smo, tako da Kaja lahko začne spet pohajati. Lučke ne gorijo. Pač vse tiste lučke, servise in to smo rešili. Tako da boste spet lahko opazili Kajo z njenim BMW-jem okoli. Prikolico sem vam tudi že pokazal, je doma. Zdaj gremo štimati. No, nekako tako,
Bolje, da ste zdaj izgledajo vsi moji dnevi, ker pač tisti, ko so v službi v tovarni in tako, imajo urnik tak, po tistih 8 ur. Pri nas na kmetah se pa skozi kaj dohaja, skozi se kaj spreminja, skozi moraš letati gor, moraš letati dol, moraš letati sem, moraš letati če. In tu kar porabi časa in energije in vsega je svašta. Tako da zdaj grem prištimat prikolico z telička, pol bomo kosilo imeli, pa naprej. Tako da pol, ko bomo pa bikca nakladali, se bomo spet javili. Evo vidite, tu je pa zdaj to življenje kmečko. Spet je nekaj prišlo vmes, nekaj moram iti iskati, nekam skočiti. Če je pa že vse pripravljeno za popoldansko delo. Kot sem vam že prej pokazal, prikolica je prištimana. Pa vam pokažem še, ker pri kozicah nismo danes bili, vam bom pokazal porodnišnico. Kje imamo kozice, ko imajo male kozličke, imamo doma, tako da pregledamo, če je vse v redu. Pokazal vam bom še rakuna, čonkita že poznaste, miške, oziroma puščavske skakače že poznaste. No, tako da počasi se da vam postaja jasno, kakšen je moj dan. Moj dan je rutina, najprej so na vrsti živali, bolj pa vse ostalo. Jaz vam zdaj snimam tako vsako stvar, ki se dogaja po 1 minuto, da vam malo povem, da vam malo razložim, drugače pa vse to delo traja malo več časa. Ni tu sam skakati gor, skakati dol, sem, če, ovo, ono, na kosilo, kaj, bolj pa nazaj na teren, ko bom pa spet na terenu, se vam pa spet javim. No, tako, malo prej sem vam pokazal sliko telička prikolici, potem sem vam pokazal kozice, naša porodnišnica. Zdaj sem bil pa še na tretjem najbolj pomembnem opravku. Tu pa Loki, moj rakunček. Tamle zadnji lahko vidite Medota, kako hodi za mano. Zdaj smo nekako nakrmili živalce. Nisem vam pokazal čonkija, pa našo Mici, pa skakače. Zdaj gremo notrka, pa damo še skakačem jaz. Čonkija poiščemo, potem se pa slišimo. Zdaj sem pa že not. Tu še našel našega palčka za spončka. Čonki bonki. Tu se pa še kajne miške, zdaj spista. Ni kmetije brez kokošk. Ja, pa skoraj bi pozabil vam njima pokazati, a veste kaj je? Pujsa! Zdaj bom lahko govoril, prej nisem kaj dosti govoril, ker pri kokoškah, tako da boste videli, da imamo tudi kokoške, imamo tudi majhne piščančke, imamo še dosti stvari za pokazati, sam je rekla Kaja, Tomaž, imaš sam 10 minut časa, več ne gre v vlogmes. Tako da ja, zdaj grem, dan počasih koncu, se že dela tema, jaz se peljem nazaj v Gorico. Tako da upam, da vam je bil dan všeč, jaz sem vam na hitro vse predstavil, kaj smo danes delali, danes ni bil niti tako zanimiv dan, no. Če vam je bilo to všeč, se bomo pač zmenili, pa bomo še kdaj kaj posneli, tako da boste kaj več videli. Malo drugače. Zdaj lahko snamemo, ne vem, samo govedo na pašnikih, lahko snamemo sam, ne vem, lahko snamemo sam kozice, lahko sam kozličke, lahko tu, lahko uno, lahko drugo, lahko tretje. Marsikaj lahko snamemo. Zadnjič sem dobil eno stvar, ja, Tomaž, daj pokaži malo stroje, malo tu, malo uno. Ni tu tako, pri nas je sodobno kmetijstvo in s sodobnim kmetijstvom delamo trajnostno sonaravno. Tisti, ki ste v šoli, ki ste v osnovni šoli, ki se učite biologije, morate vedeti, kaj je trajnostno sonaravno, ker to vas je pač mogoče ne učiteljica, profesorca, kdorkoli je bojezna na vas. Tako da skušam kmetovati na tak način, da je čim manj onesnaževanja, čim manj uporabe močnih strojev, težkih strojev, vse je približno na naravi. Zdaj bi pa rad, da spodaj v komentar
zapiše ste, jaz sem vam s Kajo zmenil, bova s Kajo posnela en video, na katerem bomo točno to pokazali. Če bi pač radi videli kravice, vam bomo kravice pokazali. Če bi radi videli češnje, vam bomo češnje pokazali. Če bi radi tu karkoli boste želeli videti, tisto vam bova pokazala. Če vam je bil video všeč, en like, subscribite se na ta kanal. To je pa to za danes, za predzadnji KM vlog. Ajde, čau! No, pa da se jaz javim, glih kar zeditala Tomažov vlog. Rada bi rekla samo to, da po moje je Tomaž končno ugotovil, da pa mogoče vloganje ni tako enostavno, glede na to, da sem opazila, da se je snemal vsem v avtu in sam, ko je govoril, mislim, da bom mogel še enkrat. Mislim, da bom imel popravljen izpit, ker ni skoraj nič pokazal. Mislim, da so glih ene 3 posnetke živali, da niste neki ful dost videli, oziroma no, se jih ima več, ampak vse. Pa treba ga bo naučiti delati s kamero, ker se ne snema pokončno, sploh ne za YouTube kanal. Tomaž je pač navajen, da snema za Instagram, I guess, čeprav tudi tega ne dela. Ampak ja, ni posnel dost materijala, da bi bilo zdaj za 10 ali več minut. Njegove sem ven zrezala, zato da pač je malo bolj gledljivo. To tudi pri sebi delam načeloma, ampak Tomaž ful počasi govori, ne vem zakaj. Pač v živo govori ko na vid, ker je pač Primorc. Na videu pa, v glavnem meni je to ful smešno. Jutro v vlogu pa mogoče vem, kaj si on misli, ko si je zdaj pač sprobal, kako je bilo vlogat. Ni tako enostavno, ne? Sploh, če moram pol jaz editati. Tako da ne zdaj neki ful pisati, kaj vse bi radi videli, ker to je moj kanal. Če hoče Tomaž svojo kmetijo kazati, naj svoj kanal naredi. This is my content. V glavnem, to je to. Hvala, da ste gledali Tomažev vlog. Kakor je že Tomaž povedal, like, subscribe in komentirajte kaj. Pa se vidimo naslednjič, oziroma jutri, zadnji dan. To je to, lepo se imejte, veliko smete, pa čau!